Gre za prvo fazo, gradnjo novega vrtca. Druga faza pa bo obsegala odstranitev zdajšnjega vrtca in na njegovem mestu gradnjo drugega dela vrtca. Ta bo po novem v L-obliki. Energetska obnova starega vrtca bi bila po besedah župana Radka Luzarja zaradi previsokih stroškov nesmiselna. To je vrtec, ki bo imel en 10 oddelkov, en pa 8. Je zelo moderno zasnovan po vseh standardih, ki so v današnjem času v veljavi, tako da upam, da bo za naslednjih 50 ali pa 100 let. Šlo bo za kombinacijo klasične in lesene gradnje. Ta bo vplivala tudi na prometni režim na cesti, ob šoli in vrtcu. V prvi fazi, ko se gradi vrtec, še ni potrebno tega, ostane enosmerni promet na tistem delu in se uredijo površine za pešce, ker gre seveda za območje šole in vrtca. V drugi fazi, se pravi, ko se bodo druge ureditve urejale na tem območju, se pa uredi tudi sama dvosmerni promet na Trubarjevi cesti. Na račun nizkoenergijskega vrtca bodo skušali pridobiti nepovratna sredstva. Pomembno je, da najprej pridobimo gradbeno dovoljenje, potem bomo pa leto 2016 je pa pravzaprav namenjeno, da pridobimo finančna sredstva. Za prvo in drugo fazo. Cilj je zgraditi nov vrtec, vanj preseliti otroke in nato porušiti starega ter zgraditi drugi del stavbe. Poleg nepovratnih sredstev računajo na druge vire. Zasebno-javno partnerstvo je ta druga varianta. Potem so razpisi, ki računam, da bodo tudi za vrtce še v naslednjem letu, tako da v naslednjem obdobju, v naslednji perspektivi. Novi vrtec bo imel poleg 16 oddelkov telovadnico, dodatne prostore za zaposlene in razdelilno kuhinjo.